Mečkan star sem že za te stvari, ampak še gre nekako. Tole je pa že koča na Črni prsti. Tukaj vidite Bohinjsko jezero. Evo, prihajamo na vrh. Super. Pozdravljeni vsi skupaj. Danes imam pa posebno turo s posebno družbo. Z mano je Rok. To bo tudi moj sopotnik na Azore. Se že kaj veseliš? Ja, ko mi čakam, seveda. Ja. No, daj ti mečkan razlož, kam gremo. Evo, danes smo pa štartali prav z Bohinjske Bistrice in se zdaj peljemo po cesti, po eni gozdni cesti proti v bistvu na vrh Koble, no. Tak je bil nekdanji smučišče Kobla in potem gremo na goro Črnoprst. To je v bistvu prva višja gora v spodnjem Bohinjskem grebenu. Visoka je pa 1844 metrov. Gor na vrh je tudi koča planinska. Mislim, da bo že zaprta, no. Ta spodaj, še spodaj na bohinjski strani, pa tudi ena koča. Ta bo pa odprta. Po tej koči oglasili. No, super. Dan imamo super. Evo, tukaj imamo pa še zadaj pa sopotnico, ki bo tudi šla na Azore. Ja. Se kaj veseliš? Komaj čakam. Jaz tudi. No, še prej moramo pa tole čez dati. Super je, neč komaj čakamo. No, zdaj smo pa že iz avta šli ven in gremo proti Črni prsti 2 ure 15. Dobro sta tole zbrala, glih prav zame. Kar je več, se že kar namatram, tako da tale bo dobra zame. Dober, Rok, da te imam. Da mečkam poveš, kaj, kako da je razlož, kaj je tole. Evo, tole imamo pa eno tako rešitev za Bohinjski tunel. Ta Bohinjski tunel je bil sicer zgrajen leta 1903. To je ta pač železniški tunel med Bohinjsko Bistrico pa pod Brdom, pa proti Novi Gorici. In ga je v začetkih precej zamakal voda. Tlele v Bohinju je ogromno dežja in ko je veliko dežja, je ta tunel zamakal in takrat niso mogli vlaki voziti. In so ti inženirji prišli na idealno idejo, da bi nad tunelom, zdaj smo v bistvu tik nad tunelom, da bi zgradili odvodnjavanje in tukaj imamo zdaj ta odvodnjavanje. Pač vodo so spravili v eno korito in jo spravili naprej pač po pobočju navzdol. Da voda ne zadržuje se, ker tukaj je naprej taka ravnina in se je voda zadrževala, zdaj pa lepo odteka naprej. Praviš, smo tik nad tunelom, ampak dobro. Mislim, tik nad tunelom, ja. Dosti globoke. Ja, seveda. Nad tunelom, ampak seveda, skoraj 1000 metrov globoko. 1000 metrov. Ali pa 800 metrov, recimo. No, tle potem voda pa tle dol najde svojo pot, pa nadaljuje v dolino. Da še malo pokažem, tale kanal, ki teče, ta odvodnjavanje. Rok, a tle kdaj voda teče? Ja, seveda. To mi je ful dobro, ki teče. In skozi so takole kanal naredili, tu se zdaj že mi tle, koliko en kilometer se že gremo meme. Ja. To je gor pol ena planota. Planina, gor je planina, ja, planota v bistvu taka, ja, taka ravnina. In od tam ta voda pride. No super, gremo dalje. Evo, spet vse se okoli tegale vrti, odvodnjavanja, meni je zanimivo. No in tukaj izgleda gre neki tunel. Tole, ja, tunel. Evo, mogo bi jaz luči vzeti. In tole, Rok, koliko je to dolgo? Tu mora biti nekaj časa. Vidim, da kar gre. Tako da ja, tle mogo človek lučmet pa jet noter. So se z Rokom odločila, da kar tlele greva. Jaz imam 2 telefona, ker sem novega nabavil. Sicer ga nisem še štartal. Nisem SIM kartico zamenjal, no. Ampak tlele, evo, da mi bo svetilo. Da bom lahko malo posnel. Rok, kakšnega medveda ne bova srečala.
težka. Evo, potepuje, visine. Pa res. No, tule se vse podrlo na naj. Ja, mogel bi imeti tune video luči, ki res dan naredijo, tako da. Evo, tole je pa prvi posnetek z novim Samsungom S24 Ultra. Evo še malo naprej, bomo videli. Malo telefon testiramo. Kakor sem štorast, se mi lahko naredi, da mi bo glih pol. Aha, tam je pa že konc. Da mi bo glih nov kje pol. Čeprav imam jaz to steklo, zaščitno vitek in vse. Ni tole še konc, samo podrto je. Še mečkam sicer. Greva še tle, ali pejva. Da sva že pri tem. Sonce. Evo. Kar malo zakomplicirano. Rok, hočeš kamero prijet, pa me posnet, ko vam pridem. No, letle ti dan kar. Pizda, sem fuken. Sta oba telefona. Vse imam. Evo. Večkrat star sem že za te stvari, ampak še gre nekako. Evo, zdaj smo prišli ven z tega tunela. Rok, boš povedal, kje smo? Evo, zdaj smo pa prišli na planino za Črnogoro. Ta Črnogora je tale hrib. Ja. Hrib. Zadaj je pa Črna prst. Za tole goro, ta veliko, Za to Črnogoro je pa še Črna prst. Tako. No in koliko še imamo do... Kakšno uro, dobro uro. Dobro urca. Super. Lep vreme. Kaj pa tale objektek tukaj? To je pa pastirska koča na tej planini. Aha. Črnogora. Super. Tukaj je drugače več teh pastirskih koč. Sicer dve niso zapuščene, kakor vidim. Ostalo pa žal je. Še urca 15. Drugače pa tle. Koliko so pa Rok tele visoke gore? Vrh Koble, vrh Bače, Petr? 1500 vse. Ja. Aha. Neč, gremo dalje. Kaj Rok te tablice maraton pomeni? To vseh let junija organizirajo 4 občine, tek 4 občin. Ja. To je v bistvu maraton po teh hribih, po Bohinjskih gorah. Prav na Črnoprst, potem se spustijo dol v Podbrdo, pa gor na kaj že gun hrib gor. Ne bi vedel. Ne, na Porezen naprej, pa spet dol, taka mislim, da je kar 42 km, no, ampak ta gorski maraton. No, zdaj, če me vabiš, da bi šel tu, ti povem, da ne bom šel. Tudi zame. No, zdaj se pa tole že odpira, je pa res lepo. Ko bomo še malo višji prišli, bo pa še lepše. No, tole je pa že naš cilj, Črna prst. Glejte, tale hribček, ki je na sred, še malo pa smo gor. Lušna Turca. Rok, daj nam malo povej, kje smo zdaj. Evo, zdaj se pa nahajamo na grebenu
med Gorenjsko in Primorsko. Tam na to stran je Primorska, Se pravi Baška grapa Baška dol. grapa, tako. Aha. Tale vrh je recimo Porezen, Aha. tako da imamo fajn sončno lega, končno na soncu. Zdaj smo Se pravi, skozi- tle za nama je pa ta črna Za nami je prst, črna ja. prst, ja, tako. Še 10 minut, 15 imamo, ne, super. Vreme pa sluš, da boljš ne bi mogel. Tudi vidljivost, koliko dolga. Zlati oktober. Ja, zlati, ja. No, zdaj že vidimo kočo gor na črni prsti. Še malo. Nazaj je pa Rok povedal, da gremo po drugi poti, se pravi pridemo pa dol do tiste koče, ki je tam dol v dolini. Vidite, če jo vidite, malo morate povečati, pa jo boste videli. Tole je dol Bohinjska Bistrica, tamle so odzad pa Bohinjsko jezero vidite. Evo, prišli do vrha črne prsti. Tle so dol super razgledi. Evo, tle je še boljš Bohinjsko jezero. Zelo dolga, vidljivo se zelo daleč vidi, zelo jasno, tako da res lepo. Vidva sopotnika po Azorih. A bomo imeli na Azorih težje ali lažje? Ti si glavni Bomo organizator. videli. Pustimo se presenetiti. No, super. Spust je bil uspešen. Zdaj smo že pri Orožnovi koči. Tukaj le piše. In evo, tle bomo pa pravi nekaj pojeli. Bomo videli. Tole je pa z nami oskrbnik koče, Franci. Jaz vam zdaj lahko povem, da joto imajo ful dobro, ko sem jo jedel, pa štrudel, ne? Ja, Tudi figov, pa kakšen je še bil? Marelčen. Pa marelčen, vrhunsko. Tako da daj, Franci, ti pa ostalo povej, kaj tle v tej koči še dobijo pri tebi. Malo več povej, kdaj ste odprti in tako naprej. no, te prvem povedal, da je to prva slovenska koča nasploh A. zgrajena, ne, 1894. Drugače je pa tako, jaz sem tukaj oskrbnik 11. zimsko sezono, 8 poletnih, ker prej sem bil 5 poletnih na Kranjski koči na ledinah. Ja, Kar se tiče hrane, vrtimo, jih imamo ne 15, ja. zdaj jaz to na Facebooku nikoli ne dajem, kaj imam za jesti, ker imam vedno nekaj za jesti. Tudi za pice, ne, imam marsikaj, o tem ne bomo govorili. Mogoče bi rajš povedal, da je koča odprta vsak četrtek popoldan od 4. ure naprej do nedelje zvečer. Ne glede na vreme, ker je vprašanje, kaj je lepo vreme, ne, za koga. Kar se tiče Tudi pozimi, ali kako? pozim, no, stop. Jaz A. imam kočo odprto od 15. septembra do naslednjega 15. junija. To je Ja. ta zimski čas od četrtka popoldan do nedelje zvečer. Poletje pa odprto non-stop, Non-stop. ali pa neprekinjeno po slovensko. Kar se tiče, imam tudi kakšne prireditve, koncerte, klasične glasbe, ker imam otroke poklicne glasbenike, zdaj mi morajo pa vložek vračati. Lepo. Potem imamo ob petkih pozim, to ponovadi, kadar je sneg, imam občasna predavanja z različnimi temami. Tudi Havaje smo imeli, pa ne v kopalkah. Čeprav Kaj je sem to v objavil. Havaji? Potopisna Ja, pa predavanja? Tako, pa Aha. Maroko, pa vprašaj Goro od Jožeta Miheliča, pa Bohinjska železnica od mojega prijatelja. Zdaj bojo še bohinjske vode prišle na vrsto. Tako da, razne take stvari imamo. Poleg tega imamo pa še vpise prijatelji Rožnove koče. To sem tudi jaz začel tukaj. S tem, da bi rad še povedal, da smo to zdaj razširili, te vpisne koče, ki imajo, to so Kališče, Golica, Valvazor, Roblek, Ratitovci in tako naprej. Zakaj smo povezali? Zato, da grejo ljudje še kam drugam in se tudi imenuje skupina še kam drugam. Vsako sezono greš lahko samo enkrat v eno od teh koč naštetih, 9 nas je, in vpis se šteje dvojno, tako da imajo vsaj nekaj, ki se mora malo bolj daleč peljati. Kaj mi še drugega reči? Tle je najlepše. Prenočišča tudi imate? 24, če se ne razumejo. 24, če se ne razume. Kaj pa, če se razumejo? Ja, stvar domišljije. Jih je lahko pa malo več. Ja, super, odlično. Lokacija je vrhunska, hrana odlična, tako da verjamem, da se imajo ljudje tukaj Ja, dobro. moram tudi to reči. Še eno stvar. Ne? Letos sem na Facebook napisal, kaj me moti v drugih kočah. Ne? In sem napisal, da me motijo psi v kočah. Ja. Od takrat naprej imam več ljudi, totalen mir, perfektno. Zato, ker lastniki psov so res žal nevzgojeni.
Jaz imam zdaj krasno srečo, edino kar je, pri vseh mizah imam karabince tle spodaj za psa pripet. Ja. A ne 5 so mi jih že ukradli in vidim, da ta spet tega že tudi več nima. Zdaj sem pošla to. Pa misliš, da so ga lastniki psov to ukradli? Kdo pa? Ne pazim, ne gledam, če bi vedeli, da sam 3 evre stane v Merkurju, pa Merkur je drag, ga ne bi. No, zanimivo. No, zdaj sem slučajno glih pošla to. Jaz sem bil mnogo let lastnik Jaz tudi. psov, zdaj žal Jaz tudi. nisem, ker me je umrla, ampak zastopam to navezanost na žival. Jaz sem bil v mojo ločko zaljubljen, ker malo, Vsi smo bili. tako da... Psa mi je krasen, samo jaz sem se odločil, da mene sram zaradi mojega psa ne bo. Tle jih je pa veliko lahko, ki jih je lahko sram. A so bili potem lastniki Nevzgojeni, ja. problem, ne Ja, psi? lastniki so vedno problem. Vedno, nikoli ni pes problem. Nekaj zanimivega sva še pozabila omeniti, tako da daj kar povej. Pozabil sem omeniti to, da Planinska zveza je organizirala prevoze, javne prevoze, ne, v hribe. Ja. Ampak ker nobenega modela ni bilo, sem pač se pa jaz odločil in sem ponudil, da kdor pride na Orožnovo kočo z Jesenic, Lesc ali Podbrda z javnim prevozom, naj si bo to avtobus ali vlak, dobi v koči 10% popusta na hrano, pijačo in spanje. Tako da posebej za šole, posebej za penzioniste in tako naprej je to zelo mikavno. Še posebej penzionisti imajo tako prevoze za ston. Super. In tudi apeliram, da če že gre kdo izkoriščanje, je rajš med tednom. To je tisto, kar sem pozabil. No, super. Hvala še za to veseljem. informacijo.